Prav lepo pozdravljeni v oddaji Dobro je vedeti. Ja, včasih je dobro vedeti. Naš gost je tokrat naš sodelavec Vid Šteh. Vid, živijo. Zdravo. Sediš na drugem koncu. Zdaj si že navajen, da na tem koncu sediš pri vodenju oddaj Mladi na razpotju. Tako je. Pa mimo grede, kako ti gre? Jaz vem, da ti gre dobro, ampak kakšne občutke imaš pa ti pri vodenju? Odkrit povem, jaz se zmeraj težko gledam na ekranu. Nisi edini? Ja, mislim, da res tukaj nisem edini. Predvsem pa mislim, da tukaj je največji kritik moja mama. Ona zmeraj pregleda, kako jaz In kaj reče sedim. mama? Zmeraj nekaj najde. To pa moram priznati. Zmeraj nekaj najde. Ali imam malo sključeno hrbtenico ali pa kaj nerazločno rečem, ne. Ker to je tudi res, ne. Ko sem jaz pač začel s temi zadevami, jaz nisem imel še nobenih izkušenj in sem res še malo nerazločen govor, ampak zdaj sem se že kar uvozil not, ne. Tako da Pa se zdaj že tudi sam pogledaš? ja, se v bistvu Vse se je treba, ne, ker se človek vsakič, ko je oddaja na sporedu. Ampak prej, veš, ko sem dejal, ne, nihče se ne vidi rad. Nisem mislil, da je tebe nihče ne vidi, ampak vsi, ki vodimo, se potem vse navadiš, ampak zelo težko se vidimo. Glede na to, da sem tudi v družbi ljudi, ki veliko nastopajo, vem, da nisem edini, ne, ki se rad gleda, no, ali pa posluša. Ne. Meni je v bistvu težje mogoče se mene poslušati, no, ampak ja, poslušanje. Glas mi je, imam tak bolj, mislim, saj za moje pojme malo nedležen. Kako je to zanimivo? Čist nihče od nas ni zadovoljen s svojim glasom. Ne? Ja. Ampak glas je tisti, ki prodaja resnico, ne, recimo. No, ampak oddaje so lepo sprejete, so dobre, predvajajo tudi na nekaterih drugih televizijah. Se ti zdi, da z oddajami poveš tisto, izvlečeš tisto od gosta, kar želiš pred začetkom oddaje? Jaz pač oddaj delam na tak način, da jih pustim gostu, da pove tisto, kar želi. Ne. Nikoli nisem šel recimo z nekim namenom, zdaj bom pa to povedal, ker če sem tako delal, se je potem običajno čisto drugače se izteklo, ne. Ampak potem pa tekom pogovora recimo ima se zmeraj neko bistvo izloči, ne. Pač namen Rdeča nit mora biti. Tako, ja, namen teh oddaj je predvsem v tem pokazati, da žal je vse več mladih bolj pasivnih, pa recimo prepuščenih nekemu takemu pač praznemu življenju, ne, ampak pač te oddaje so namenjene tudi temu, da bi se dokazali, ne, da nekateri so pa še, ki hočejo izstopiti iz povprečja, hočejo pustiti en pečat. Ali pa spremeniti življenje tako, kot je zdaj maratonec Duh, ne? Ja, tako, ne. On je v bistvu popolnoma spremenil svoje življenje. In zdaj druge oči, zanimivo, ne? Ja, on, se pravim, ne. On je imel res ogromno srečo v življenju, ne, tako da gledalcem priporočam, da si pogledajo ta intervju, ker je eden mojih najljubših intervjujev, čeprav vse, ki sem jih zdaj intervjujev, sem zelo rad sprejel, ne. Ampak takrat, ko je bil pa Mitja Duh tukaj, sem recimo bil bolj nervozen, predvsem zaradi tega, ker je šlo za neko bolj, bi rekel, resno tematiko, do katere, odkrit povem, še jaz sam ne vem, kako pristopiti. Včasih tudi ne veš, ali bo gost na vse odgovoril, ali ne bo, ali greš lahko, koliko daleč gre. Ja, ampak to se počasih med oddajo potem vidi. Ja, glede na to, da je imel pač Mitja Duh precej težko življenje, sem se pač bal, koliko bo pripravljen se razgaliti, ne, ampak se je v celoti in mislim, da ravno to nekako se potrebujemo, ne, da se pač pove celotno. In brez, da bi ti dregal njega, ne, to je pomembno, ne. Ja, pač jaz z vsakim, preden grem intervju delati, si rečem, rečem tole pa tole te bom vprašal, če ti kaj pač ne paše odgovoriti, ne, potem ni treba, ne bom nič hud ali pa kaj takega, ne, ker ne grem se nek senzacionalizem, pač se mi zdi, da danes je senzacionalizem tako, ne, da pač dostikrat veliko buma za prazen nič, ne. Pač meni je važna pač vsebina, da se pove neko bistvo, ne, ni treba, da zdaj tukaj delam neke škandale ali pa da skušam očrniti gosta, ne. Zato pa si del ETV-ja, ne, kjer se poskušamo tako ravnati vsi. Ja, sej, ravno zato recimo
mi je včas delati na ETV-ju, zaradi tega, ker danes je vse manj takih, bi rekel, medijev, ko bi ti dejansko pustili svobodno dihati, ne. Pa da te ne gledajo na, recimo, neke, kaj sem, kateri opciji pripadaš, kakšna so tvoje načela, ne. Vseeno, kakva imaš načela, ne. Jaz, po mojih izkušnjah, zdaj, ko so te delitve levi pa desni, ne, jaz sem tako z levimi kot, rečemo, temi desnimi pač v kontaktu. Razlike bistveno ni, ne. Problem je bolj, se mi zdi, v politiki, ki nas pač hoče malo skregati med sabo, ne. Pa tudi politiki, tako desni kot levi, so lahko tudi čisto čudoviti ljudje. Lahko so pa tudi slabi, ne, sej, tako je v življenju. Se take povsod najdeš, ne. Ja. Ni vse posplošeno, vsi so za nič. Ne, posploševanje je ravno tisto, kar uničuje, ne, ta naš svet. Ne. Če v zgodovino pogledamo, je bilo ravno tako. Ne. Pač holokaust in to se vse zgodili zaradi posploševanja, zato ker je pač zaradi, v bistvu, če sem odkrit, nisem toliko za zgodovin poučen in ne vem, za takaj točno je gnalo, recimo Hitlerja pri vsem tem, ampak šlo je za posploševanje, pač vsi Židi so. Se zdaj tudi pravijo, ne, v vsakem stoletju, v vsakem obdobju imamo neke svoje Žide, ne. Pač en določen del prebivalstva, neki pač, katerega se pač mora ukriviti, ne, za tegobe, ja, vsak dan, ne. Iskanje notranjega sovražnika. Je pa tako, ne, vsi oblastniki že let imajo radi tiste, ki ne štrlijo, ne gor, ne dol, ne. Ja, sivo poprečje. Jaz tako pravim, da kakih bistvenih sprememb, zdaj nisem živel v Jugoslaviji, sem živel, ko je že razpadla, ko je razpadala, ja. Ko je razpadala, ne, tako da jaz osebno mislim, da oblast je vedno ista, ne, univerzalno, da je dejansko, jaz dvomim, da je bila res, da je oblast popolnoma, bi rekel, taka brezmadežna, ker z oblastjo, ne, ko si pač enkrat na oblast pride velika odgovornost, pri veliki odgovornosti pa pridejo tudi ene odločitve, ki jih pač moraš sprejeti, ki ti niso ravno všeč, ne, in če ti niso, se potem lahko vse zakomplicira. Jaz ne morem zdaj govoriti, če pa jaz bil na oblast, bil pa socialno pravičen, pa to. Te potegne kolese verjetno potem, ne? Ja, ker to so precej komplicirane zadeve. Meni so že rekli, da za politika ne bi bil, ker sem preveč čustven. Vse to je včasih že kompliment zdaj, ne? Prav je, da je že v bistvu kompliment. Čeprav ne, lej, tudi politiki morajo biti tako, kot morajo biti trgovci in še kdo drug, ne, tako da vsakemu tistemu, kar ga veseli, pa ne pošteno dela. Seveda nisva tokrat tu, nismo te povabili za to, da bova razpredala o politiki, seveda dotaknila sva se tvoje oddaje. Si tudi kolumnist novega časopisa v Trbovljah, Srečno Trbovlje. V zadnjem, ne, si se zelo razgalil. Ja, jaz mislim, da nisem dal čez nič takšnega, kar bi se sramoval. Ampak osebna kolumna je bila, ne? Ja, hotel sem se pač bolj osebno kolumno delati, predvsem zaradi tega, ker se mi zdi, da pač veliko ljudi nekako potrebuje en klic na pomoč v bistvu. Ali pa izpoved nekoga, ki je dal, recimo, ne bom rekel, da sem dal najhujše stvari čez, ampak dal sem pač precej hudih stvari čez in jaz osebno nič ne vidim sramotnega v tem, tudi ko sem prvič šel psihologu zaradi svojih problemov, ne. Ordinacija je bila tako, da je bila pri stopnišču, tako da so vsi videli, kam šel. Ampak meni osebno je bilo že takrat vse, jaz sem bil takrat že toliko na dnu, da če me vidijo, prav me pa vidijo, ne. Saj v bistvu, jaz bi rekel, ljudje imajo malo predsotka, ne, do tega, da moraš vedno biti nekako nasmejan. Jaz nisem tak človek, jaz nisem nikoli, nisem nasmejan veliko, no, čeprav zdajle kažem to, ampak zdelo se mi je pač vredno, da se razgalim, delno tudi zaradi tega, ker me je dosti ljudi spraševali, zakaj sem jaz tako, recimo, v družbi bolj čuden. Pa sem rekel, zdaj mi bojo pa mir dali, če bom dal to ven iz sebe. Ne, drugače sem pa dal to ven zato, ker vem, da mesec december je lahko hudičevo
sploh za ljudi težak mesec. Pa že kar od 1. novembra naprej se vleče, no? Ja, jaz sem tako rekel, ne, da imamo tele, bi rekel, neke fasade nasmeškov pa tega, ne, in verjamem, da je veliko ljudi srečnih takrat, pa da malo pozabne probleme, ampak pri enih pa ne gre, ne. Pri enih pa enostavno ne moreš ti kar reči, zdaj bom pa, ne vem, zdaj bom pa vesel za to, da me bojo drug sprejeli, da ne bom težil pa to. Vse jaz sem bil istem, ne, jaz sem tudi pač zadržal bolj za sebe, k psihologu nisem hotel jeti, ker sem pač rekel, se toliko slabo pa ni z mano. Ampak zanimivo, k zobozdravniku pa gremo, če nas zob boli, ne? Kar brez predsodkov, takoj, če nas ni strah, no. Tako bi rekel, zob, če te boli zob, je lažje, kot če imaš neko notranjo stisko. Zob ti pač grejo popraviti in je pač pozdravljen. Pri notranji stiski dolgo časa čakamo, ne gremo kar takoj. Jaz recimo sem čakal 15 let, ne, da sem prišel k sebi. Ker tudi tako je. Beseda, recimo, jaz sem potem še šel k psihiatru, ne. Psihiater, sama beseda psihiater je že dosti grozljiva, ne. Psiholog še ne toliko, ampak če pa rečeš, jaz sem pa šel k psihiatru, to zveni, kakor da si šel res v eno tako ustanovo, kjer imajo recimo zaprte, bi rekel, razne serijske morilce ali pa kaj podobnega, ne. Ampak ne, psihiatru, psihologu pač tem hodiš zato, tem pač tam poveš, kaj te muči. Na začetku se ti pač zdi vse skupaj malo brez veze, ker zakaj bi jaz to govoril, se ne bo nič boljš pa to. Jaz sem dosti videl ljudi, ko smo potem na skupine skupaj terapevtske hodili, dosti ljudi je pač mislil, da imajo psihiatri neke čarobne palčke, s katerim bojo pač se pozdravili, ampak ne, v prvi vrsti je vse odvisno od mene. In danes, ko mi ljudje pravijo, da psihologi, psihiatri, da sem jih v bistvu, da sem vse sam rešil. Saj jaz to vem, da sem vse sam rešil. Psiholog je bil v bistvu samo tam za nek, po angleško se tem lift up reče, da se pač dvigneš, da se začneš zavedati svojih problemov, pa tudi tako je, ko imaš ti probleme v glav, se ti zdijo grozen, se ti zdijo nekaj, kar, joj, če bom pa tole na plano spravil, bom pa, ne vem, me bojo pa zaprli, ne. Ampak potem pa, ko to ven spraviš, dejansko, kot veš, čak se to pa ni to grozen. Jaz sem tudi mislil... drugega poslušaš, ne, v kakšni skupini, pa vidiš, da si delite težave. Problem pri teh skupinah je bil vedno v tem, da vsak ima različne težave. In jaz recimo sem imel težave, takšne težave, eni so imeli pa recimo težave v tem, da, ne vem, zjutraj težko vstanem, pa grem v službo. In meni se je to čudno zdelo, ja kaj, a zato spršil sem, ne? To je bilo na začetku. Jaz sem na začetku mislil, ok, zdaj bom v skupini ljudi, ki so si rezali žile, ki so se obešali, mislim, ki so se hoteli ustreliti ali pa karkoli takega. A potem sem pa preko te skupine spoznal enim pa, recimo, vstajanje pomeni en hud problem, ne? In da ga to v bistvu ovira, ne? Zato jaz pravim, da te skupine niso pomembne samo zato, da ti se pomagaš, ampak recimo začneš malo drugače gledati na svet. Kako pristop do človeka, ne. Ker jaz čez pred kakimi 3 leti, če bi mi nekdo napisal, jaz bom pa samomor naredil, ne. Jaz ne vem, kaj točno bi naredil. Se zdaj tudi ne vem, kaj bi, ampak recimo, da zdaj bi lažje pristopil do tazga človeka, ker pač tam malo opazuješ, kako dialog vzpostavljaš, ne, z ljudmi. Tako da, kolumno sem pa napisal izključno zaradi tega, ker se mi je zdaj pač... Da prav, da poveš. Ja, ker... Da deliš. Tudi tako je. Pa da niso tisti edini, ki berejo, ne? Pri piscih kolumen mene zmerimo, da se delajo brezmadežne. Se pravi, kot jaz imam pa vse prav. Jaz imam pa zmer, recimo, vsi ste butli pa to. Jaz sem pa pač sebe bolj izpostavil, ne zato, da bi se spluval, ne, čeprav so bili časi, ko sem kar užival v tem, da bi samega sebe spluval, ne. Ne, hotel sem pač pokazati, da sem tudi jaz, bi rekel, iz mesa in kosti, da sem imel svoje težave, ki se jih da reči, ne. V prvi vrsti me je pa to vodilo, ne, da vem, kako je mesec december lahko za nekatere zelo naporen mesec, predvsem zato, ker žal družba še kar zahteva, da nosimo ene nasmeške, da je žalost neki tabu, pa to, pa tudi recimo, da nekdo, ki si žile reže ali pa si je hotel samomor narediti, da se ga takoj demonizira, da se ga pač
Stigmatizirati. Tako je spravil kot, ne, pa to, ko si bi rekel, ko si v takem položaju, ko se odločiš za samomor, ne, to je težko razumeti, če nisi bil tam. Jaz recimo nisem bil, ampak recimo lažje razumem, zakaj nekoga pač prime. Zdaj bom pa jaz konc naredil. Se pri meni se je tudi zgodilo, da jaz nikoli nisem hotel samomor delati, ker sem se pač bal, ne, jaz se pač smrti bojim, ne, zdaj sem v takem obdobju pravijo, da tam pred 30 se ti začne tist, da ne boš večno živel pa to, ne. Ampak potem pa recimo, ko sem govoril z temi ljudmi, ko so samomore pa to delali, ne, z njimi se da komunicirati, je pa res, da je pač treba neko potrpežljivost, vztrajnost, pa bi rekel razumevanje do določene mere. Ne? Je pa tudi tako, da ko je treba biti strok, je pa treba biti strok. Včasih moraš reči, zdaj ga nehi biksati, ne? Tole pa ti Plavati se ne naučiš, ne? Če te nekdo vodo ne vrže, ne? Včasih, če tako imajo prispodobi. In tako zdaj ne, da bi se hvalil, ampak pravijo recimo določeni moji kolegi, da znam poslušati, no. Kar pa včasih nisem znal, ne. Pa večina niti ne zna poslušati, ne. Se še danes se pač zgodi, da so kak dnevi, ko se mi pa res ne da, ne, poslušati. Dobro, če ima res kak težko stisko, to ne rečem, to ni važno, kateri dan, ampak če pa kdo prije pa reče, jaz imam pa probleme ali s fantom, ali s punco, so dnevi, ko pri teh ljubezenskih zadevah je v bistvu zadeva zelo enostavna, ampak je zelo težko narediti, ne. Če nekdo te izkorišča, preprosto moraš iti stran, ne gre druge. Druge ni, je žal, pač ne vidim, lahko se proba, lahko poskusiš vztrajati, lahko poskušaš narediti mrske, ampak na koncu je skoraj vedno bil rezultat isti, ne. In jaz rečem, enkrat moraš Bobu reči Bob, in potem v bistvu, se pravim, zelo enostaven način, ampak ljudje ga težko izvedejo, ne. Tudi jaz ga težko izvedem, če sem odkrit, ne. Vsi, pravzaprav. No, zdaj sem pa prišla do tiste glavne teme, tvoje pesniške zbirke, to je tvoj pesniški prvenec. Nepopolni konec sveta, Vič teh, ti si meni prej povedal, da si želel imeti črno naslovnico, potem so ti nekako svetovali sivo. Ja. Je pa znotraj še ena naslovnica, no ta je pa meni pa še bolj všeč, ne? Ja. Ker tudi knjiga, ne? Ljudje, kar oblečene ljudi kupujemo, ne? Kako je lepo avto, kakšen je lep, tudi mogoče knjiga, kako je lepa. Zdaj, jaz mislim, da ta knjiga na kakšni knjižni polici s kakšno zelo lepo oblikovano, verjetno potem, če imaš možnost zbirati, vzameš tisto malo bolj barvito, lepo. Včasih pozabljamo na vsebino. Vsebina pa je lepa, ne? To pa je dejstvo. To s črnim pletnicam priznam, da sem šel jaz v en ekstrem, ker sem rekel, jaz bi pa rad kar črne, ne, pletnice, ne, in je direktor Delavskega doma Zoran Poznič, kateremu se najlepše zahvaljujem, magister Zoran Poznič, se opravičujem. Tam je šla namreč pri Delavskem domu. Ja, pri Delavski dom je pač založnik tega, te pesniške zbirke. On mi je pač predlagal, da sicer podpira mojo ustvarjalnost, ampak je rekel, da bi mogoče črna naslovnica bila preveč morbidna. Tudi za tiste, ki me poznajo, ne bi rekli, ker jaz sem bil ne bom rekel morbidnež, ampak nekaj me je zmer na to črno barvo vlekel. Ampak potem mi je bilo pa všeč, da je dejansko taka resiva nastala, oranžna je bila pa not nastavljena kot kontrast, kar je v bistvu tudi bistvo te pesniške zbirke. S to pesniško zbirko sem dejansko iščem, bi rekel, življenje, no, razumem kot sivo pa oranžno, recimo, pač je težko, je lahko, da ni nekih, bi rekel, nisem hotel čisti pesimist biti, nisem pa mogel biti čisti optimist. Čeprav čisti pesimist znam biti.
to brez problemov. Čisti optimist ne znam biti, ne. Ker jaz zmer, kadar sem rekel... No, jaz sem slednje lažje. Ja, in zato te občudujem, ne. Jaz osebno, kadar rečem, svet je popoln, se mi zdi, da mi bo vsak cajt ne bo padel na glavo, ali pa kaj tacga, ali pa klavir, ali pa kar tacga, ne. Tako da jaz nekako pravijo mi, da sem realist. Zdaj ne vem, če je to glih res, ker imel sem probleme s temi interpretacijami v svoji glavi, ne. Se pravim, jaz sem se večkrat počutil, še danes recimo se počutim, kot Jozef K. iz Procesa, se pravi, ene dneve se počutiš, da si zjutraj vstal in da si dejansko obtožen nečesa, pa ne veš točno kaj. Se mi je že zgodilo, ne. In ta pesniška zbirka je pač, bi rekel, nek mešanje kontrastov, se pravi nekega, bi rekel, nekih tegob, ki so pa mešane z nekim upanjem, no, nikoli ni neki, da bomo zdaj čist do konca šli, recimo, kako smrt ali pa kaj tacga, ampak da je zmer neka lučka čisto na koncu, ne, ker danes so pač, časi so težki, ne, in danes so v bistvu časi že toliko težki, da meni osebno še obupati se mi zdi čista potrata časa. Časi so težki, pa če jaz svojo mamo vprašam, kako je bilo, ko je bila stara 20 let, res da je bila mlada, ampak še bolj težki časi so bili. Vedno so obdobja, ko so težki časi, ampak vedno so tudi obdobja za tiste, ki smo optimisti, da so pa tudi takrat, ko so težki časi, lepi časi. Jaz pa predlagam, da mogoče ta pesniška zbirka je razdeljena v 4 sklope, da iz vsakega sklopa prebereš po eno. Ti rad bereš svoje pesmi sam? Jaz jih rad berem, prav je pa, da jih ne znam brati. Sem tudi že slišal. A res? Ja, kako se recitiranje, da mi nekako ne gre, ker nisem toliko šolan v tem, priznam, ne. No, ampak je že to velik napredek, ne, saj v mojih očeh, da nekdo želi svoje pesmi na glas brati. Jaz, na primer, imam rajši, da moje pesmi drugi berejo, pa potem poslušam, kako jih oni vidijo, slišijo. Mogoče imam jaz tukaj malo ego tripa, ne, da noben ne more tako brati, kakor jaz. Ne. No, evo, jaz predlagam, da prvo prebereš. V glavnem pesniška zbirka je razdeljena na 4 sklope. Najprej nekaj pač v sklopih, kar povedal. Prvi sklop se imenuje V Bratislavi in oddaljeni okolici. Ta cikel je bil napisan v roku, pač te pesmi so bile napisane v roku 1 ure vse, zaradi tega, ker sem, dostikrat pravijo, ko greš v tujino, pa to je pa fajn, pa žurke, pa ženske okoli tebe hodijo, pa to. Ko sem pa jaz šel, to je bilo, ne bom rekel, najhujše obdobje v mojem življenju, ampak je bilo precej težko. Ker sem pač, bil sem najprej v študentskem domu, ampak ker sem pisal diplomo, tam se je pa skozi nekaj dogajalo, odkrat povedano sem se kar oddaljil od tistega žuriranja, ker sem pač hotel diplomo narediti v miru, ne. In sem pač potem se malo osamil in smo z eno mojo kolegico smo stanovala v Bratislavi. In tisto obdobje sem se nekako jaz počutil maličken osamljenega, to je tudi zaradi tega, ker imam domotožje hud. Jaz imam hud domotožje, zato me ljudje sprašujejo, zakaj še vztrajam, recimo v Trbovljah, zato ker če bi mogel ven jeti, se prej le navadil, ne, ampak domotožje me pa kar daje, ne, in te pesmi, se pravi, v tem prvem ciklu so opisujejo pač bolj domotožje. So pa v bistvu kot neka zgodba, ne, na začetku, kako potujem proti Bratislavi, kako doživljam Bratislavo in potem kako pač tudi grem ven iz Bratislave. So pa imena, pač naslovi pesmi so pa po ulicah, po katerih sem jaz največ takrat prehodil. In res vsaka ulica je imela svoj neko posebno energijo. In tam v bistvu nekako mi je pustila pečat, ne. Tako da zdaj bom prebral tole pesem, in sicer Novi most. Okay. Ta Novi most, to je pač avtobusna postaja, kamor sem hodil tam na faks, ne, in so bili eni dnevi, ko tam je bilo res
nekako tako so bili eni dnevi, ne da se mi ni dal, ampak včasih so bili kakšni trenutki, ko sem pa rekel, zdaj pa šel recimo raj malo Donavo gledati ali pa malo na grad, gor nad Bratislavo kot na faks, ne, čeprav jaz sem na faks hodil bolj v knjižnico, ker sem pač delal diploma, ja. Ne. Tako da... Ne se povedati. Ja. Preberi, daj. Ja, imaš prav, ja. Avtobusna postaja. Noč. Dan ujet med sredo in petkom. Utrinek rdečih luči, ki se ujemajo z mojimi neprespanimi očmi. Poezija v vetru. Razprta dlan in na njej zadnja snežinka. Telefon mi sporoča, da prihaja pomlad. Nasmeh. Pride avtobus in me odpelje v pravo smer. Odhajam domov sanjati o njej. To pesem sem pa očitno napisal, ko sem šel z faksa domov. Ja. Ja. Ne bova nič komentirala. Jaz kar predlagam, da prebereš naslednjo iz pesmi za Mati Kuro in njene ovčice. Ja. To je pa drugi sklop. Ta je drugi sklop, sicer po nasvetu, tisti, ki so sodelovali pri tej zbirki, naj bi bil ta cikl na prvem mestu zaradi tega, ker nekateri pravijo, da je osebno najboljši, ker tukaj se dejansko norčujem iz, no ne bom rekel norčujem, ampak ponujam nek satiričen pogled na naše življenje, na našo družbo, v kateri živimo, ne. In tukaj bi pa prebral tole pesem, in sicer Romantika po slovensko, ker to je nekako moja življenjska zgodba v odnosu z ženskami. No, da slišimo. Na vogalu ulice, obsejane z rdečimi lučmi, čakam na prihod svoje drage, ki že zamuja 15 minut zaradi ličenja. Kmalu pride ona, nadeta v deviško belo zlato, me primiri od glave do peta in zadržano reče, pa mi povej kaj o sebi. In ji odgovorim. Moje ime je Vid, star sem 26 let, v prostem času pišem pesmi, na žurke ne hodim, alkohola ne pijem, zažgane pijače, nimam želodca, ne kadim, se ne drogiram, ne posedam po gostilnah, vse pridno sem že doštudiral in najbolj od vsega na svetu spoštujem ženske. Njen smeh odmeva vzdolž prazne ulice, na kar ona skomigne z rameni in skozi solžne oči spregovori, joj, kako dolgočasen si. To se mi je vedno zgodilo. To je pa zato, ker sem jaz imel pač slab okus in se ne obžalujem teh izkušenj, pač tudi slabe izkušnje te naredijo pač močnejšega. Ja, pač nisem nikoli bil ravno tisti tipičen študent na borcovanje. Nisem hodil, nisem imel toliko potrebe. Na žurke tudi ne, saj smo slišali. Ja, na žurke, če sem pa že šel, me je pa že tam okrog 10 zvečer začel malo zehati, pa to, kar je bilo... Skratka, nisi bil tipičen mladostnik, ne? Ja, jaz v bistvu tistih norih mladosti, pa ne zato, ker mi ne bi pustil, ne, ampak enostavno nisem imel toliko želje potem. Pa še nekaj je, ne? Jaz sem to spremljal, ko si ti bral, kakšen stavek si malce okrog obrnil, ne? Ja. Torej... Zato, ker si se preveč uživel... Nič hudega, super. Evo, naslednja, tretji sklop, 15-tica. Ja. To pa pač moram povedati, no, kako sem jo napisal. 15-tica je pa, bi rekel, skoraj zgodba o eni nesrečni punci, ki je žrtev zlorab. Zdaj, tukaj nisem šel na neko bolj, rekel, v detajle, ali gre za spolno ali psihično zlorabo. Nastala je pa zato, ker sem 10 let nazaj v eni, takrat smo še najstniške revije brali, sem prebral pač en kratek SMS sporočil, pač v reviji je bila še priloga, kjer so mladostniki pošiljali SMS sporočila. Smrklja mogoče? Ne, Frka. Frka, ja. In tam not je bila pač ena anonimka podpisana 15, kjer je bilo napisano, da bo pač ta ženska punca je napisala, da ima raka na jajčnikih in da bo kmalu umrla, ampak da nas ima kljub temu vse rada, ne. In nekako to mi je nekako stalo v spominu,
ker nekako zdaj se mi je fascinantno, da je ženska kljub temu, da prestaja eno težko krizo in da bo verjetno kmalu umrla. Zdaj ne vem, ali je bilo to res ali ne, sam recimo, da sem ta sporočil jaz bolj resno vzel in da je kljub temu ohranila neko ljubezen do sveta, da ni postala jezna, da ga ni obsojala za to, kar se je zgodilo. Ne. In nekako to mi je potem ostalo v spominu. Potem je pa še tako bilo, da sem 2 leti nazaj bil na vlaku. Zjutraj je bila ena punca tudi tam v kupeju z mano, pa sem jo videl, je bila nekam tudi žalostna in tam je pač nastala tale pesem Na jutranjem vlaku. No, jaz upam, da naj jo posluša tisto dekle, ne? Da je še živo. Srčno upam, da je še živo. Se pa moram zahvaliti za inspiracijo. Tako da, pa tudi tiste, ki je bila v kupeju. Ja, ta je pa prav njen namenjena. Ja, očitno. Ker če nje bi bilo, po mojem, tudi to ne bi napisal. Ne. Sama sedim v potniškem vagonu. Mirno dremljem v zaspanem jutru. Moje oči so tesno zaprte in roke so prisrčno sklenjene v molitev. Občasno odprem oči in usmerim pogled proti oknu, mimo katerega beži dežela, prebujajoča se z jutranjo roso žitnih polj in utripajočimi semaforji na železniških tirih. Lastne misli so zame neznanka, niti lastnega potovanja ne poznam, niti lastnih ciljev in vseh skritih strasti. Ne poznam niti svojega imena. Pa vendar me umirjeno dihanje srca in moj zasanjan pogled na zimsko pokrajino pripravijo do tega, da primem svinčnik in napišem to pesem v teku jutranjega vlaka. Lepo, lepo, lepo. Pod Sandrinim oknom je pa 4. sklop in ta Sandra je tudi meni neko skrivnostno dekle. Ne? Ko sem te pesmi prebiral, sem si mislil, kdo je ta Sandra? Nam boš razumel ali nam ne boš? Ne bom. Ne boš, ne? Dobro. Ker hočem, to me zdaj vsi sprašuje, kdo je ta Sandra, ne? In sem rekel, mogoče bilo pa dobro, če bi bil tukaj tih. Ne ostane to en misterij, da se bojo ljudje še, rečemo, 50 let potem, tako kot so se za Petrarko ubadali, a je obstajala ali ne. Pa za Mona Lizo je. Ja, ne, ali pa tudi to, a je Shakespeare napisal Romeo in Julio ali je kdo drug, ne. Ne se ljudje obadajo s tem, ne. Da bom šel pač, rečemo, s tem v zgodovino, ker to je pa spet moj ego trip, ne. Sem zadovoljen z odgovorom. Ja. Da slišimo, katero pesem si izbral iz tega sklopa? Bom kar prvo, ob moji najlepši. Ob moji najlepši rad voham svež sadni čaj. Rad prisluhnem šelestenju pomladnih dreves. Rad občutim, ko mi z mehkim listjem boža rane in vsako jutro se rad zbujam poleg moje najlepše. Ob moji najlepši rad prisluhnem tik-takanju srca, tistemu razvidnemu občutku sreče, da je ob meni. Vmes pa se zunaj menjajo hladni dnevi in sezone, pa vendar je pri moji najlepši vedno sončno in toplo. Kljub bližini sva vedno oddaljena drug od drugega. Zgolj za en skromen dih, zgolj za nekaj milimetrov, oba nestrpno čakajoča na spomladanski poljub. Njen nasmeh je izmirjen z mojimi solzami sreče, njene roke iztegnjene v zrak dobrodošlice za objem, s katerim bo moja najlepša dobila svoje ime, Sandra. Ja. Vid, hvala ti za pesmi, ki si jih prebral, hvala ti za to pesniško zbirko, hvala ti tudi za nekaj pesniških zbirk, ki si jih prinesel s sabo. Mi jih bomo prek naših nagradnih iger v kulturni oddaji razdelili med tiste, ki bodo pravilno odgovorili na naša kar precej lahka, enostavna vprašanja. To pa zaradi tega, da dobimo čim več odgovorov. Tako je. Da se ta krog bralne kulture širi. Radi podarjamo knjige, veseli smo, če nam jih kdo prinese. Vid, ob koncu bi še nekaj omenil. Na naši spletni strani je povezava tudi do tvojega bloga.
Kako je že naslov tvojemu blogu? Ni prostora za laži med vrsticami. Tako nekako, ne? To je pač bolj literarni blog. Literarni blog, pišeš o knjigah, knjižnih novostih, filmih. Zdaj tudi o filmih pišem, ne, ker pa tudi Drugi Marcel Štefančič. Bomo videli. Film, on je preveč politično za moj okus včasih. Zdaj tudi meni si knjigo ocenil, jaz sem bil zelo ponosen na tisto oceno, lepo je bilo prebrati kaj pohvalnega. Kaj pa sicer, si bolj kritično smeren, čeprav jaz, ko to prebiram tvoje mnenja, tvoje kritike, da si kar precej nisi tisti tipičen kritik, ki vse skritizira. Nisi kritizanski, kako se reče. Pravijo ljudje pa ravno to pravijo, ne? Da jaz v bistvu več kritiziram, ampak jaz sebe nimam da bi kritiziral, ampak recimo, da sem bolj zahteven, da se ne pustim nategniti čisto vsakemu, ki gre mimo, ne? Recimo tudi po političnem prepričanju nisem levičar, nisem desničar, ker to so pač ene oznake, ki so se jih spomnili, ne. Zdaj, ljudje me imajo za levičarja, zato ker hodim na partizanske proslave. Pač hodim tja zaradi tega, ker so moji predniki bili partizani in se mi zdi, da jim pač počastim spomin. Potem pravijo, da sem desničar, zato ker tudi preberem kakšno knjigo o povojnih pobojih. Ena mojih najljubših knjig je Noč pred jutrom, ki govori o Golem otoku, pač o zapornikih na Golem otoku. Meni so pač zanimive, bi rekel, te stvari, no, pač treba je večplastno gledati na vse stvari, tudi vojna. Jaz sem tako rekel, danes malo me čutno, da imajo ljudje tako enostaven pogled na vojno, ne, dobri, slabi. Mislim, pri vojni, to sem se pač tudi ukvarjal, ko delam s svojim društvom filme, ne, Loke Studio, sem posnel tudi en kratki film Premirje, ne, kjer se ravno ukvarjam z vojno, ne, s tem, kako človek dejansko doživlja vojno, ne. Ti, ko si v vojni, dobiš orožje v roko, pa moraš streljati na nekoga, ki je tvoj sovražnik. Ampak zakaj je tvoj sovražnik? Zato, ker je pač neka višja sila rekla, zdaj pa strelji na njih, ne, zdaj pa strelji na njih. In jaz razumem vojno kot eno obdobje, kjer moraš žal tudi sprejeti neprijetne odločitve, ne. In danes, ko se pač, upam, da ne bo zmenilo kruto, ampak ko pravijo nekako civilno prebivalstvo, koliko je nastradalo. V vsaki vojne so ravno zato krute, ne, ker tam ravno civilno prebivalstvo najbolj. Pa tudi vojaki na nek način, ne, seveda. Ne? Ja, vse vojake, jaz sem tudi tako rekel, ne, ko, ne vem, rečemo, zmerjajo vojake, ko so zdaj bili v Iraku ali pa v Afganistanu, potem zmerjajo z morilci. Ali pa, ko so bili zdaj protesti, ne, ko so policisti, ko so mogli rete delati, ne. Vse ne rečem, uporaba fizične sile, jaz jo ne odobravam, ne, ampak ne morem si pa predstavljati, kaj bi tisto, ko to kritizirajo, recimo delo policistov, kaj bi oni na njihovem mestu naredili. Jaz osebno, meni bi počel film po moje tam, ne. Ker to so, se pravim, ko so take ekstremne situacije, pride do zelo, bi rekel, tudi ekstremnih odločitev, ne. Lepo, vsem razumem, kar si želel povedati, jaz upam, da tudi naši gledalci, se tudi zato pa, ne, sivo, ja, oranžno, ne, ni čisto črno, ni čisto belo. Mi smo zdaj v tem obdobju nepopolnega konca sveta, ne, nekako zdi se nam, da plovemo v nek konec, to se tudi meni zdelo, ampak recimo, ko smo pa kakšne tele dobrodelne akcije imeli, pa to se pa hitro vse dvigli, ne. Ja. Ko vidiš, vse se ljudje znamo zbrati. Pa recimo, ko pravijo levi pa desni, smo vsi skregani. Jaz recimo prijateljujem tudi s desnimi. Mislim, desnimi. Lej, tudi mi v studiu gostimo v isti oddaji različno misleče ljudi in gremo potem skupaj z njimi, različne politike, različnih barov, gremo skupaj na kavo in daleč od tistega, da bi bili tako skregani med sabo, kot ljudje mislijo. To pa veliko tudi mediji naredijo. Treba je početi malo stran od te javne
podobe, ne, recimo čistega, kar nam vsiljuje. Čisto konkreten primer, jaz sem zmer mislil Jan Cvitkovič, ne, ta režiser, pa igralec, da je tak pač bolj vzvišen pa to. Ampak potem, ko sem ga pa dejansko osebno srečal v živo, ne, se da z njim, mislim, nismo govorili o nobenih metafizikah, pa od nekih, ne vem, višjih problemih, ampak pač o čisto vsakdanjih težavah, ne. Čeprav zdaj, kar se politike tiče, ne bom zdaj idealiziral, da so vsi politiki dobri, ne, ker to dobro pa slabo, da popolnega dobrega ni tudi popolnega zla ni. Jaz pač v popolno zlo, mislim, tisti bi rekel neko rojeno zlo, to samo v filmih obstaja, ne, da bi nekdo pač se že rodil zloben, ne, pač odvisno kako gledaš. Probam pa jaz, no, biti razumen, pa premisliti. Ja, razumen, pač nekako pravijo, včasih si je treba tudi silo kaj izboriti, pa to. Ja, ampak jaz sem pričakoval, da se bomo vseh teh letih kaj naučili, ne. Pa dejansko so primeri ljudi, ki so tudi nekaj dosegli brez nasilja, ne. Gandhi recimo je bil zelo odmeven, je poskrbel za premike brez uporabe nasilja, ne. Seveda so pa tukaj potem žal tudi taki primeri, Martin Luther King, ki je tudi brez uporabe nasilja hotel pač nekaj doseči, saj zdi se mi, ampak so ga pa na koncu pač, kot sem razumel, lastni ljudje, ne, mislim, prav te, za katere se je boril, so ga na koncu, ne. Skratka, dajmo čim več se pogovarjati, poslušati, debatirati, pisati. V bistvu ni težko. Čim manj granitnih kock in še kakšnega drugega. Granitne kocke so za na tla, da pač ceste se delajo. Vid, hvala, da si del svojega življenja delil z nami, da si nam prinesel neke pesniške zbirke. Sam še zahvalil. Kar, prosim. Jaz se najprej prvi vrsti zahvalil magistru Zoranu Pozniču, ker mi je pač pomagal, da je pesniška zbirka izšla in da me je nekako tudi usmerjal, tudi v času, ko sem bil precej na tleh, glede svoje prihodnosti, mi je kot, bi rekel, neke vrste mentor bil in mi pač spodbujal razmišljanju in da mi ni nikoli, bi rekel, vsiljeval nekih svojih prepričanj, ampak da sem ostal zvest sam v sebi. Potem bi se še Igorju tudi zahvalil, da mi je dal pač priložnost za vodenje oddaje Mladi na razpotju, pa seveda nekako ti in magister Poznič sta mi nekako oba neka mentorja svoje. Hvala ti. Pa seveda svoji mami, to moram zmer povedati, če ne bilo moje mame, bi jaz zdaj verjetno kakšen grabno bil in bukovo listje žrl, ker brez nje ne. Imela je strogo vzgojo, ampak na to sem vesel, da je bila taka. Vzgojila fajn fanta, no? Ja. Tako je. Vid, hvala ti še enkrat. Hvala pa tudi vam za pozornost. Seveda, če ste bili z nami in po Zasavsko srečno.